Evet. Şehir yolu istiyorsa istiyorsa çağırın diyor. Sono scemo. Prima partire in questa stanza. Lascia fermo. Che la buscò a destra?
vrste gasilcev naj stopi vsak, da čuvamo ljudsko imetje. Požar nad sovražnike dimi je sam, počuvamo naše imetje. Fantje, dekleta, žene, možje, pridružijo vsi naj se čeki, da bomo sposobni in močni dovolj pomagati vsakmu nesreči. Dobar dan, pozdravljeni na to prekrasno sončno sobotno popoldne tukaj v naši družbi pred novim gasilskim domom v Študi. Ok, eno leto star, za nas še zmer nov. V naši družbi prav lepo pozdravljamo županjo občine Domžale, gospo magistro Renato Kosec, predsednika Gasilske zveze Domžale tovariša Matjaža Korošca, poveljnika Gasilske zveze Domžale tovariša Matjaža Merkužiča, predsednica krajevne skupnosti Simona Jenka gospo Vero Banko, častnega poveljnika prostovoljnega gasilskega društva Študa tovariša Janeza Mejaka. Pridružili so se nam tudi še prostovoljnega gasilskega društva, se pravi predstavniki fantje iz sektorja Domžale, pa pobrateno PGD Sveti Štefan in prijateljsko PGD Golo. V naši sredini pozdravljamo še gospoda župnika Andreja Sveteta, krajane in ostale goste. Običajno imamo na takih priložnostih kakšnega povezovalca. Danes sem kar jaz to vlogo prevzel. Bom poskusil biti hiter. Upal sem, da bom stvari na pamet povedal, ampak brez nekih osnovnih točk ne gre skozi, hiter, ki pozabiš. Tako da vam moram sporočiti, da danes svečano prevzemamo novo gasilsko vozilo s cisterno GVC-1. Tukaj ga vidite. Podvozje je Mercedes-Benz Atego 1530 F4x2. Za tisti, ki ne veste, to pomeni, da ima 4 kolesa in da ima na zadnji 2 pogoni. Nadgradnja vozila je Rosenbauer ET za opremo po tipizaciji Gasilske zveze Slovenije in dodano nekaj opreme za gašenje požarov v naravi ter za črpanje vode v poplavah. Zahvala za to novo pridobitev gre prejšnjemu poveljniku prostovoljnega gasilskega društva Študa Aleksandru Kovačiču in sedanjemu poveljniku Matevžu Lipovšku in odboroma za nakup vozila, pa občini Domžale, ki je v veliki večini vozilo tudi sofinancirala, Gasilsko zvezo Domžale, ki je nakup uvrstila v srednjeročni plan, ter Botri, krajevni skupnosti Simona Jenka, vsem donatorskim podjetjem in krajanom, ki so nam ponovno izkazali veliko tako finančno kot moralno podporo. Takole, z željo, da bo to gasilsko vozilo varno peljalo po svojih poteh, vas pozdravljam z gasilskim pozdravom na pomoč. Pridem še nazaj. Prvi bih k besedi povabil gospod predsednico krajevne skupnosti Simona Jenka, gospo Vero Banko. Lep dober dan, sem skupaj v imenu krajevne skupnosti Simona Jenka. Vas lepo pozdravljam in vam tudi želim veliko sreče, veliko takih voženj, ki ne bojo naredile preveč velikih problemov, predvsem pa, da bo to vozilo dolg služilo za dela, ki jih ne bi opravili, pravzaprav prostovoljno, s srcem in z veliko željo, da ne bi bilo prehudo. Na pomoč. Hvala, gospe Veri. Zdaj bi pa kar prosil predsednika Gasilske zveze Domžale, če bi spregovoril par besed. Matjaž, hvala. Najprej bi se zahvalil za povabilo v imenu Gasilske zveze Domžale. Kaj naj rečem, študljanski gasilci v 2 letih ste uprizorili 3 pomembne dogodke, in sicer 90-letnico
Prevzeli ste GVM novo vozilo in seveda danes prevzemate GVC 1. Jaz vam želim srečno vožnjo, čim manj komplikacij z njim, več srečnih trenutkov in pa seveda, da kadar bo potrebno, da boste varno in srečno prišli pomagati človeku na pomoč. Kot naslednjo gostjo k besedi vabim gospod županjo, magistro Renato Kosec. Hvala lepa, drage krajanke, krajani, občani in pa seveda gasilke in gasilci. Hvala lepa za povabilo, ker to je eden boljših dogodkov in en velik korak ne samo za prostovoljno gasilsko društvo Študa, tudi za lokalno skupnost. In res sem vesela, da lahko pomagamo in bomo tudi v bodoče gasilstvu in celotnemu sistemu zaščite in reševanja. Hvala lepa za vse delo v prejšnjem letu, hvala tudi za vso delo, ki nas čaka v letošnjem. Upam, da čim manj nesreč, tako naravnih in pa drugih. In pa seveda čestitke ob novem vozilu. Sem se v tretji alineji že izgubila, v glavnem GVC 1. Naj vam res dobro služi in vse dobro na vseh vaših poteh in kot mi pravimo, kjer je volja, je pomoč. Hvala tudi gospe županji za pozdravne in predvsem spodbudne besede. Kot že rečeno, predvsem občini Domžale se moramo danes, kar se financ tiče, zahvaliti za tole novo pridobitev. Ko smo pa želih pri zahvalah, bi pa te zahvale radi še malo drugače pokazali, se pravi jih v dejanje spravili z skromnejšimi zahvalami, papirji, da bo nekaj za obesiti na steno. Pa bi kar začeli. Županja občine Domžale, naslednji, ki si zasluži zahvalo, je Gasilska zveza Domžale. Za blagoslov in za vse ostalo sodelovanje bi se zahvalili tudi župniji Domžale. Za okraševanje našega vozila se, pa tudi za tradicionalno sodelovanje, zahvaljujemo tudi cvetličarstvu Vesel, gospe Saši Vesel. Potem smo pa že pri sponzorjih in donatorjih, in sicer smo jih razdelili na 3 razrede. Bronasti donatorji, jih je bilo več, en od njih je bil MAPRI d.o.o. Predstavnike vabim, da si pridejo po zahvalo. Imamo predstavnika podjetja MAPRI, imamo predstavnika bronasti donator Kiming d.o.o. Mlinostroj, delniška družba. Roltek d.o.o. Imamo ziher predstavnika podjetja Roltek, kar bližje. Hafner arhitekti d.o.o. Enco grafika EG d.o.o. Avtoprevozi Šinkovec d.o.o. Srebrni donator, ja, hvala lepa za pozorilo. Srebrni donator SG Trakovi d.o.o. Srebrni donator Transport Starin d.o.o. Srebrni donator Omikron d.o.o. Srebrni donator Bend d.o.o. Potem nam postanejo še zlati donatorji,
in sicer med in mleko. JMK Jože Kosmatin, SP, tudi zlati donator. Zlati donator, Odpad Študa, Anže Anžič, SP. Potem imamo pa tukaj še dve posebni zahvali. Prvi gre občini Domžale za sofinanciranje našega novega vozila in tudi za vse splošno podporo. Posebna zahvala gre tudi našim dolgoletnim podpornikom centralne čistilne naprave Domžale Kamnik. Kakšen predstavnik? In pa gospa je bila že enkrat tukaj, predsednica krajevne skupnosti Sima Jenka, ki so tudi letos se odločili in postali botri našega vozila. Hvala, gospa Vera in ekipa. Takole, z zahvalami smo zaključili. Hvala lepa še enkrat vsem sponzorjem, donatorjem, tudi krajani ste se zelo izkazali. Moram priznati, da nad pričakovanji v enem mestu smo fehtali tako za podporo pri nakupu novega vozila, kot za koledarje, ampak ste se odzvali našemu klicu na pomoč in izdatno pomagali tudi zaradi tega bolaži. Mi se pa ful dobro počutimo, ker vemo, da imamo vas zelo redke podpornike. Hvala. Še en aplavz, prosim, za krajane. Zdaj bi pa prosil gospoda župnika, da izvede blagoslov vozila. Veselce, mirno! V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Milost in mir Boga našega Gospoda Jezusa Kristusa naj bo z vami vsemi na vseh vaših poteh, tudi pri vseh reševalnih akcijah ljudi in pa našega premoženja. Brate in sestre, danes si več ne moramo predstavljati življenja brez prometnih sredstev. Dan za dnem jih uporabljamo, saj z njihovo pomočjo prihajamo v službo, obiskujemo sorodnike in prijatelje, spoznavamo druge kraje, občudujemo naravo in rešujemo človeška življenja in pa naše premoženje. Gotovo je prav, da ta sredstva blagoslavljamo, da se z blagoslovom Bogu zanje zahvaljujemo in ga obenem prosimo, naj nas varuje. Blagoslovljeni gasilski avto naj bo znamenje, da nas bo Bog sprejel na vsakem koraku in da smemo vedno računati na njegovo pomoč. Poslušajmo se najprej evangelij. Gospod z vami. Iz svetega evangelija po Janezu. Jezus je rekel: Jaz sem pot, resnica in življenje. Nihče ne pride k Očetu razen po meni. Če ste spoznali mene, boste spoznali tudi mojega Očeta. Že zdaj ga poznate in videli ste ga. Kristusov evangelij. Hvala tebi, Kristus. Sedaj pa se z iskrenim in hvaležnim srcem obrnimo k Bogu, ki nam je blizu na vseh poteh našega življenja in ga prosimo. Na priprošnjo tudi naših svetih bratov in sestran, ki so nam vsem vzgled, kako je treba ljubiti vsakega človeka,
mu stati ob strani v vsaki njegovi nesreči in vsaki njegovi potrebi. In med te spadate prav gotovo tudi gasilci in se vam zato tudi v imenu župnije iskreno zahvaljujemo. Pa se priporočimo našim svetim zavetnikom. Sveta Božja Mati Marija, prosi za nas. Sveti nadangel Rafael, prosi za nas. Sveti angeli varuhi, prosite za nas. Sveta apostola Jakob in Pavel, prosite za nas. Sveti Krištof, prosi za nas. Sveti Florijan, prosi za nas. Sveta brata Ciril in Metod, prosite za nas. Molimo. Oče usmiljenja in Bog vse tolažbe, tvoji smo in tvoji hočemo biti. Prosimo te, blagoslovi ta gasilski avto, ki je namenjen za reševanje ljudi, ki jih zadene nesreča. Naj pomaga reševati življenja in premoženje, oskrbovati tudi bolne in ostarele in vsem pokazati svojo skrb za skupno dobro. Prosimo te, pomagaj vsem našim gasilkam in gasilcem pri njihovem delu, ko nam stojijo vedno ob strani in nas so vedno pripravljeni priskočiti na pomoč. Zahvaljujemo se vam vsem v imenu tudi Jezusa Kristusa, našega Gospoda in Rešenika, ki je dal svoje življenje za nas vse in s teboj živi in kraljuje vekomaj. Amen. Zdaj pa pripravimo svoje srca na Božji blagoslov, ki na nas vse, predvsem pa vas, gasilke in gasilci, spremlja na naših življenjskih poteh, predvsem na tistih poteh, kjer priskočimo vedno na pomoč svojemu bližnjemu, vsakemu človeku. Gospod z vami, in s tvojim duhom, blagoslovi in varuje naj vas vsemogočni in smiljeni Bog Oče in Sin in Sveti Duh. Amen. Pojdimo in živimo v miru. Bogu hvala. Pa še v imenu župnije iskrene čestitke gasilskemu društvu Študa. Najlepša hvala gospodu župniku za blagoslov. Sledi eno zadnjih dejanj danes in sicer predaja ključev gasilskega vozila. Gospa županja bo ključe predala poveljniku našega društva, Matevžu Lipušku. On pa vodi voznega parka, tovariš Jožefu Čubolju, od katerega boste tudi slišali šofersko prisego. Hvala. Hvala na zaupanju, za avto bom skrbel odgovorno, da bo skozi v izpravljenem stanju. Vabim botre, pa sponzorja, se pravi gospod županjo, da nazdravimo, potem se bo pa avto odpeljal počasi. Вот,
Bole še nekaj za avto. Pa še župniku kaj ponudi? O, ja sam. Tole, gasilski avto bo županjo, pa predsednico krajevne skupnosti in mogoče še vodstvo gasilske zveze peljal na prvi krog. Želimo mu uspešno, srečno vožnjo in še naprej. Gasilci bo še nekaj potrpeli. Fino. Srečno pot. Gasilci bodo dobili prosto, vse skupaj krajane, ostale goste, gasilce pa vabimo na prigrizek in srečno, lep vikend še naprej. Hvala. Kako gre, kako? Odlično. Dober, ha? Dober, ja. Fino. Aha, malo, evo. Avto lepo, ker so se zdaj vozile, se ni dovolj. Jaz se bi rada, to je bilo pa lušče, ne pa še del. Na rondo smo še delali. Kje če bolj?